Marko in Tomaž sva tu, zdravo. Bravo. V totem studiu pa, kot smo povedala, državni prvaki in sicer v waterpolu. Bravo, in zdravo. Zdravo, z nama so trener Milan, kapetan Aljaž in, kot so ga poimenovali, MVP Juri. Servus, lepo zdrav. Zdrav. Viš, zdaj niso navajeni se toliko omeniti, ne? V vodi je to nekaj druga. Se ja, tako dobro čuje. Pod vodo delaš blub, ja. Pa bolj se dereš. Zdaj, če bi tu delali blub, bi morali, imamo prevajalca tudi za to. Tako, ja, bi bilo to nekaj drugega. Ok, že drugič zapored, torej državni prvaki, čestitke še enkrat. Bravo. Bravo. Dajte povedati, kakšni so občutki ob tem izjemnem dejstvu. Pri vas, recimo, gospod Milan, trener. Ja, fenomenalno, ker imam 3 od 3 v klubu, tako da velika stvar. Ja. To je zdaj, da smo prvič tudi uspeli odbraniti naslov, to je še posebej dodaten čar. Pa če pogledamo za nazaj to sezono, zaenkrat fenomenalna, tega nam še ni uspelo, tako da smo kar visoko postavili lestvice in upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Ok, vi upate, vi pa morate pol to uresničiti v bazenu, skoraj sem rekel na igrišču. Ne? Kapetan Aljaž, kako boste to sfolgali drugo leto? Ne? Tako pravi trener, letvica zdaj visoko. Bo, mislim, je za neka motivacija še dodatna, ne? Pa vele je, treba to braniti, ko imaš tarčo na hrbtu, ne? Ja. Pa z takim kadrom, mislim, da ne bo težko. Ja. Takim timom. Je pa verjetno težje braniti, kot pa loviti, ne? Pa kot te, zdaj meni se letos ni zdelo tako. No, nekako smo uspeli to letos izpeljati, tako se spodobi, da mislim, da zdaj te tarče lahko dajo 15 gor, pa v isto filmu. Ja, ok, svetovno. Juri, povej kot MVP, pardon Marko, kaki kapetan pa je Aljaž? Super, ne, dvigne celo ekipo. Ja? Je edini, ki izgubi živce, včasih lahko, ne, da nas res potem resetira, kdaj me tekmo. Aha. Nas pač dvigne. Ko peterec vrže mimo, misliš to? Pa ko vdari po robu. Nam tudi tekmo naredi zanimivo, ne? Ja. Ko imamo že, da se odlepimo, gre on samozavestno na peterec, pa ga zna tudi pustiť žogo, samo pa reči, gremo zdaj se špilat zopet. Ja. Viš, kako imajo to, ne? Ja, vse Zdaj moramo imeti takega kapetana, ker če bi šlo vse tak, da mi to zdaj vse dajemo gole, po domače rečeno nabijamo, ne bi bilo to, ne? Ja. Mi tako vemo, da lahko vse, ne? Ampak tu je on, da naredi to bolj zanimivo. Ja, okay. Zdaj morate vedeti, da smo mi dva amatera v waterpolu. Fras je edini sicer, ki ima poden v teh bazenih, pomoč pa glavo ven drži. Ja. Jaz pa sem bil na eni waterpolo tekmi v življenju in je bilo izjemno. Moram reči, tako sem že tebi, Marko, razlagal, nisem mogel verjeti, ko sem videl šprint v bazenu, je bil isti skoraj, kot da bi gledal fuzbal. Ja, prav sem bil, kaj? Ne? Samo žoga pa kontra, pa nisem mogel verjeti. Tam sem tudi izvedel, da je tudi pri waterpolu offside, če je to res. Ja, neke vrste offside, tista 2 metra sta, zdaj igralece, zdaj so to z novimi pravili malo spremenili, ker je še ob golu, sta taki 2 črti in tisti taki kvadratek, ko neki penalti tu not nas, smeš biti zunaj, pa se lahko gibaš. Tako da, če stojiš noter, gremo kontra. No, zato ravno, ker sva amaterja, mene zanima tudi, če tudi pri waterpolu, tisti je večno rivalstvo, imate kaki klub, ki izstopa, je kaki večni derbi, tako Maribor Olimpija, recimo. Kaki tri glava, kako to gre? Mi generalno, kako god obrneš, je Maribor tarča vsega. Trn peti, ne, tako da, komu kdo ti god na drugi strani, tu se z fuzbala se povleklo to proti Olimpiji, ampak vedno radi igramo proti tri glava, čisto tako da je malo. Ja. Druga stvar pa, tako si ti rekel, da šprinta v vodi, recimo Juri, ti si še zdaj najmlajši, izgledaš vse tu med temi tremi. To ste Jurija gledali tisto, ko ste gledali kak šprinta? Možno. Kak sploh, ko začneš waterpolo trenirati, recimo, ko prideš brez nekega predznanja, mislim, si predstavljam, da je to zelo težko v vodi. Zdaj, fuzbal greš trenirati, pač laufaš gor pa dol, ok, ampak
kak sploh si iz tistega začetka, pa da prideš do neke. Tu pa pač plavaš gor pa dol. Ja, mislim, začne se tako vsakim športom, ne, ti je na začetku težko, ampak potem, ko se navadiš, pa ko si že malo natreniran, ni take razlike med igranjem fuzbala ali pa vaterpola. Ja. Približno. Edini šport, ko moraš biti v treningu, ni to ono MNZ liga, bom malo tu, ne, podal levo desno. Ja, res je. Ne bi zdaj, Pa moraš biti v treningu, ker so štopil, ne. Ja, res je. Celi cajt, ne. Ok, tako tudi recimo vratarji, ne. Celi cajt, čeprav je samo golman. Verjetno mu ni lahko. Vsakič, ne. dobro, zdaj, če pogledamo sliko iz evropskega našega golmana, boste videli, da je njemu zelo lahko, ne? Ja. Ker je uspel čutno ležati na golu. Resno. Ja, tam je ena štanga, je tista, ne? Ker je res bil tempo, tam smo res imeli zelo naporno, v 3 dneh smo uspeli igrati 4 tekem, kar je brutalno, ne? Na takem visokem nivoju, tako da se to pri nas že kar konkretno poznalo na zadnji tekmi, da se težko se regeneriraš oziroma priješ nazaj not, ne moreš reči pol. Kako pa poteka regeneracija, recimo po eni taki tekmi? Koliko kalorij te vi skurite? Da priješ ven pa 27 kg Ja, zakaj bi v Istanbulu je bila hrana super, ne? Ja, tam je, ja. Pa ogromno na voljo. Tam tako mislim, da smo šli sami preko sebe, kaj se tekem tiče, ker tisto je res bil tempo, to so bile evropske ekipe in ne vem, sploh kako je to bilo možno, ker včasih grem tu v Kranj, pa se drugi nas stati ne morem. Ja. Vidiš. Pa res bilo... Se pravi, ne vem, kaj imate, kakšne posebne ali imate vsi podobne programe za regeneracijo? Ali... Imamo enega fizioterapeuta, tako zelo prav prišel v Turčiji. Za kaj se hrane tiče, smo enemu prepovedali majonezo. Majonezo ste brali? Se pa to vun skuri. Spanec je považen, pa tisti stretching po tekmi, da se takoj razplavamo, da nisi po celi trdi, ker tu najbolj rame boli. Pravi hlajenje, pol kontra. Pravi, si bil fraz po tekmi, še pol plavajo v kontra, ne? Vedno manj. Na koncu pa 200 metrov še žabe. Ja. Mene bi vun vlekli, verjetno. Ne, se mene pa bi naš. On ima podn, ti imaš to konstitucijo, tako da... Lufta ima toliko, da... Zdaj, če priješ tam na klopci, samo da se segrevaš, pa z roko mahaš, jaz mislim, da uspemo prestrašiti. Jaz sem se enkrat celo malo pohecal, zdaj mi je ta ideja postala še bolj všeč, glede na to, da smo se spoznali, da bi Marko Fras na en trening prišel. Brez problema. A to je tebi bila taka vrej ideja? Da mene v drek potisne, oziroma vodo. Lahko, poznam trenera, tako da bomo zrihtali. Jaz imam še boljšo idejo. 2 minuti, da bi bil na treningu. Jaz, ki nimam nobenega športnega predznanja. Ti si vsaj fuzbaler, imaš neko kondicijo, pa nekaj, ne? Se pa imaš, imaš prste, to žogo primeš, ne? Ali pa da greš na gol, če ima podn. Pa vi vadite neke bombe. Zdaj, če gremo tam na sredino, ko je 2:20, je glih toliko, da z okicami gleda ven, tu glih ne bo tam nekaj. Tam nimam več podna. Pa tam samo delaš Mogoče en trening, tisto segrevanje, da dela z nami. Tako, kondicijskega, jaz predlagam bi. Kondicijskega ali pa pol tisto, ko imamo kontakt varianto. V bundi pa škornih. Ja, ker zdaj malo bolj slabo se greva vodo, tako da bo mrzlo mu vodo, tako da more biti to. Tomaž očitno bi rad sam delal, se lahko poveš, ne rabiš skozi to zdaj voziti. No, ne, da izkusiš malo. A da prijeta oba dva, da se ne zdaj tu kregata med sabo. Tako, ne. Ja, rešeno. Tega zdaj, Vilan, ne seri, zdaj s takim. Povejte, ali še to obstaja? Jaz poznam kolega moj, je igral dolgo let vaterpolo, pa je prav, včasih so imeli dejansko v puloverjih, so plavali. Na tistih težkih, pa ne po 10 km, kakšne, da sem izlo, kaj? Ja, smo taki trening. 50 metrov nam je dal ne težke črne hudije, zimske. Težko, nam rekel, in smo mogli plavati 50 metrov, brez roba, brez pauze, dokaj niste čisto trkni. To so te ruske metode še. Ja. No, Rusija več ni v teh evropskih tekmovanj, pol več ne rajmo tega delati. Okay. Dajmo en komad si privoščimo, pa smo nazaj, da se še pomenimo malo, kaj še sledi v vašem klubu, kakšni so plani in kaj vas vse še čaka. Tako da, čez 4 minute smo nazaj.
totem studiu pa še vedno člani akademskega vaterpolo kluba Maribor Branik, trener gospod Milan, lepo zdrav še enkrat. Zdravo. In pa kapetan Aljaž, pa tudi MVP Juri. Juri, povej, sezona še ni končana, treba je povedati, da v soboto vas čaka še pokalna tekma, menda, ne? Ja, prvo. Ok. Kaj boš naredil na tekmi? Imaš že kakšen plan? Ja, plavo, pa dolgo. Okay, kak je pa v pokalnem tekmovanju? Proti kom se to igra? To so enake ekipe kot v ligi ali je to bolj, ne vem, tako pri fuzbalu, ko je bolj mešano med ligami? Ali... So enake, enostavno, kaj so še tu zraven druga ekipa Kamnika in druga ekipa Ljubljane, tako da je 8 ekip vsega skupaj, v tistem imamo pa 6 ekip. Ok. Torej, načrt je osvojiti pokal. Tako je, zdaj imamo prvo tekmo proti Racmanu, to so iz Kamnika. Zdaj sem dobil obvestilo, da so to več ali manj vse tisti, ki so že uspeli Kamniku pripeljati dvojno lovoriko. Lepo. Ne bo fajn tekma. Ne bi jaz zdaj podcenjeval stare mačke. Ja, seveda ne. Čeprav smo mi mogoče mladi, ampak oni vejo verjetno, kako se igra, tako da smo še kaj naučili od njih. Znajo drugače plavati, ne? Se ne tako zmatraš, veš, ne? Drži. Ja. Kaj pa za novo sezono, kakšni so plani? Enako vse ostane, Aljaž, povej, ti kot kapetan? Ali imaš ti doma kakšen PowerPoint pripravljen že, da na prvem treningu zdaj pa tak ubeci, ne? Nijam še, ker ko me čakam, da je konec tega leta bilo, ker je bilo dolgo, ko smo bili na 3 frontah. Kaj se pa drugega leta tiče, pa je seveda prioriteta državno prvenstvo. Kaj se Evrope tiče, zdaj ne vem, kam se bomo prijavili, oziroma kot državni prvaki lahko gremo kot kvalifikacije za Ligo prvakov. Tako da to je zdaj še vse. A to ni avtomatsko, to morate vi... Imaš možnost, naprimer, kot prvak, da si izbiraš, ali greš takoj v Ligo prvakov, ali pa greš v to nižje pol rangiranje, kot so Eurocup pa Challenger. Kaki pa je pol tam nivo, recimo, kakšna razlika, Juri, povej? Recimo v državnem prvenstvu, pa potem te evropske tekme, ful oni plavajo bolj, ali kak? Ali imajo bolj mrzlo vodo? Nekaj. Jaz bi rekel, podobno kot v fuzbalu. Ja. Mislim, kot da bi zdaj nekaj takega, slovenski klub šel delati Ligo šampionov. Ne? Intenziteta je dosti večja. To, kar smo mi letos bili to je Challenger Cup, to je tretje razredno evropsko tegovanje, ampak vseeno se vi, ko skočiš vodo, pa vidiš one mrgane tam Turke, misliš, kaj te to dijejo. Ja, tak je bilo isto, ko sem jaz šel na eno tekmo. Le to. Ok, glede na to, zdaj Aljaž si povedal, da komaj čakaš, da bo fertik. Kam pa vi počivati? Koliko imate fraj? Reprezentanti ne bo imeli nič kaj ekstra fraj, to so mlajši, ko ima še malo več lufta. Ja. Jaz pa sigurno čist na off, blizu vode nagrem, ko mi ženska doma reče, igra v termen, ni šans. Točno. To me je zanimalo, če greste vaterpolisti na morje, na dopust ali ne? Na morje samo se nakopam fest. Luft, veš, morski je že dovolj. Če viš kakega delfina, greš z njim malo plači. Pa si hitrejši, ne? Mislim, da bolj v gore hodite potem. Absolutno. Grem enkrat na leto v gore. Ležalnike imamo rezervirane, polne blazine, to je to. Ne? Pa se spočiti, pa Bog ne daj plavati nekaj not, ne? Ekstra. Ok, jaz vam želim, da bi vam tudi morje kdaj postalo všeč, ker je fajn, ne? Nam, navadnim. Sicer pa še enkrat čestitke za osvojitev državnih prvakov, že drugič zapored in se nadejamo in verjamemo, da bo ratalo tudi tretjič zapored, ne? To je cilj, zdaj pa bomo videli. Pa da še pokal dvignete, ne? Tako. Pa da Fras pride na trening, ne pozabi. Ne, sej, kar 2-2 pridita, pa bomo videli zdaj, jaz bom navijal ful iz tribune, ti pa se meči doli. Ne, sej bomo videli, prijemo prvo na rob,
se postavimo, vidimo, ali je to ali ni, imata željo ali nijata, pa pol. Ja, željo mama, samo na robu se vidijo lampi, pa vse. Ne? Jaz nimam Dobro, želje, je lahko, brisačo samo spustiš in hop, Tako. ne, dok se kamera vklopi oziroma karkoli. Trener nam je Ali vedno pa pravo. Od roba zgoraj so vsi isti. Res je, razen fraz, ajde, ni da čist isti. Ja, dobro. Kaj bomo, dobimo one kape, pa vse to, dobita. pomate? Vse, tudi kopalke vam zrihtamo. Pa one One kopalke, od Betija. ko se vidi vun, vrabec. Se naj vidi. Reke z okne zatlače. Pa nohte si moramo porezati, pa to. Kako imate to pod Brez vodo? olja, kreme, nič. Pa to nič ne smeš. Ne. No, fraz vidiš, kaj, ne vem, kaj boš zdaj naredil. Ja. Fraz se zjutraj vedno Čuje se, namaže. ne? ne. Ja, to je, Pa pobrice moramo cela. ni treba. A, Ni treba. okej. Bolj si dlaka, boljše je. Dobro. Ja, okay, ker to pod vodo je verjetno tudi pestro, ne? Zna biti Kar je. stare waterpolo finte. Imamo centra, ki prakticira podvodno igro, več ali manj. No, te bo Tako da fraz vama proti njemu tam na tisti Pa ti bo poziciji. povedal, kakšni so bili občutki. Pa ima vuni pol štelaš, drajfne. Hvala vam še enkrat, pa tako smo rekli, samo dalje tak, pa da bo drugo leto vsaj enako, če ne boljše. Ne? Okay. Hvala. Okay? Pa Hvala. se vidimo torej v Pristanu. Tako. Okay.